Zadnjič smo pogledali, kako smo se ljudje navadili delati šnopec. Videli smo tudi, da tu znamo delati že tisočletja. Danes si pogledamo, kako smo takrat prišli do vseh teh dobrih življenj. Zdaj, ta prva žganja sigurno niso bila bukvi kaj fina. So pa ljudje zgruntali, da se v njih stvari ne pokvarjajo, zraven tega so bila za določene stvari res zdrave. No, zato so hitro začeli dajati noter kakšno sadje ali pa zelišča, da bi se dlje ohranilo ali pa tudi, da bi bila pijača bolj fina. Eno od prvih zelišč, ki je končalo v žganji, so sigurno bile brinjeve jagode. Lahko bi rekli, da je bil to prvi džin. Kdaj točno se je tu dogajalo, je težko reči. Najbolj splošno mnenje je, da so tu prvi delali menihi iz Salerna v 10. stoletju. Prvo pijačo, za katero lahko rečemo, da je pravi prednik džina, smo pridobili v 15. stoletju. Tu je nizozemski jenever. Gre za ječmenov destilat, katerega se dodajajo razni aromati, nekateri so tudi sladkani. Je pa tu bila že pijača za rekreativno uporabo, tudi je morala biti fina. Pri nas na policah sicer nisem še videl, se ga pida dobiti po raznih spletnih trgovinah. Že na vonju je zelo očitno, da je ječmenovo žganje. Precej izrazita sta tudi brinjeve jagode in ingver. Na koncu je morda ena citrusna nota. Na začetku prvo brinjeve jagode in ingver tu prvo udare. Potem se pa lepo skupaj z maltem tu lepo sprosti v ene nežnejše stvari. Na koncu ko mi pride citrus. In popolnoma suha je, nobenega cukra tle. Jenever, ali pa Dutch courage, kot smo rekli Angleži, to pomeni nizozemski pogum, je po enih okoliščinah, ki bom razložil drugič, prišel se z Nizozemske čez morje v Anglijo. Kako se je dopadlo Angležem, si lahko mislite. Pili so vsi, pili so ogromno in pili so skozi. Džin je bil bolj poceni kot bira in življenjski pogoji so bili zelo slabi, tako da ljudje so enostavno rabili nekaj za utapljati to svojo bedo. To je pripeljalo do nekega vsesplošnega socialnega problema in obdobja, ko mu pravimo gin craze. No, da bi spravili stvari nazaj na tire, je država uvedla precej stroge omejitve na proizvodnjo in prodajo džina. Sam efekt je bil kontra. Džin je šel na črni trg, kvaliteta in cena so mu drastično padli. Na neki točki je bil liter džina bolj poceni od litra pive in na tem se je dobesedno mešalo od slabe pijače. Džinu z tega obdobja pravimo Old Tom Gin. Zanj ni točno definiranega postopka izdelave. Ime pa ima po splošnem poimenovanju za potepuške mačke, ko so jih uporabljali za označevanje prodajnih mest džina. Danes se da Old Tome dobiti v kakšnih bolj založenih trgovinah. Čujemo, da se tudi eni slovenski destilari že ukvarjajo z njimi. Med sabo so ponavadi zelo različni in vsak ima eno svojo posebnost. In ponavadi se te sladki dopadajo tudi tistim, ki načeloma ne marajo džina. Tukaj imamo No Mistake Old Tom Gin. Njegova posebnost je, da ga najprej starajo v lesi, poleg ga zmešajo se s karameliziranim rjavim sladkorjem in dajo za 5 mesecev nazaj v les. Na vonj je prvo brin, skoraj smola in malo vleče po mjedi, čeprav ga ni noter, in suhe pomaranče. Poleg pridejo v ospredje bolj začimne in cvetlične note. Okus je izredno poln. Ta cukor ga lepo ponese. Prvo čute se janež, čute se mandlji, cimet, malo je pikantno vse skupaj. In zelo dolg po okus po lesi in lakrici in še zmeraj tista pikantnost. Odlična stvar in definitivno nizov gin tonik. To je bilo to za danes, nadaljujemo drugič.